dame in gospodje, sedaj pa je napočil čas, da na digitalnem dogodku FDI Award razglasimo ter podelimo nagrade tistim najboljšim tujim investitorjem. Prvega nagrajenca, zmagovalca v kategoriji zeleno, mi bo z dotikom vetra po notnem črtovju pomagal razglasiti saksofonist Tomaž Nedoh. Zmagovalec je... In zmagovalec v kategoriji zeleno je podjetje Ljubljanske mlekarne. Iskreno čestitamo in z veseljem tudi prisluhnemo obrazložitvi ter njihovi viziji v terenskem intervjuju. Podjetje Ljubljanske mlekarne d.o.o. ima več kot 65-letno zgodovino in je že od samih začetkov nosilec razvoja v širšem prostoru. Kot prvi so v nekdanji Jugoslaviji konec 50-ih let ponujali serijsko izdelane sladolede, prvotrajno mleko in podobno. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti podjetja je prepoznala tudi francoska skupina Lactalis, katere del je podjetje postalo leta 2013. Kot člani skupine Lactalis so danes dolgoročno zavezani k kakovosti in varnosti izdelkov ter procesov, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Ljubljanske mlekarne so konec leta 2020 zaposlovale 593 ljudi. V preteklem letu je podjetje doseglo 176,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 9,2 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega je znašala 62.308 evrov. Bonitetna ocena podjetja je A1+. Podjetje je polovico proizvedenih količin izvozi v tujino, pri čemer si prizadevajo za izdelke z visoko dodano vrednostjo. V skupini Lactalis so osrednji evropski proizvajalec islandskega tipa jogurta Sigis Skir za več držav. Nagrado FDI Award v kategoriji zeleno je komisija namenila podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o. za usmeritev v ohranjanje narave in čistega okolja. Podjetje si prizadeva zmanjševati ogljični odtis, povečevati energetsko učinkovitost, poraba elektrike in pare, zmanjševati porabo vode ter spuščanje emisij v okolje, mešani komunalni odpadki in obremenitve tehnoloških odpadnih vod. Ogljični odtis ljubljanskega obrata se je tako v letu 2020 glede na predhodno leto zmanjšal kar za 1%. V zadnjih letih podjetje občutno povečuje tudi odkup slovenskega ekološkega mleka. V letu 2020 se je količina odkupljenega ekološkega mleka v primerjavi s predhodnim letom povečala za 29%, leto prej pa za 79%. Podjetje pri uvajanju novih tehnologij načrtuje tako, da zmanjšujejo emisije in je poraba naravnih virov nadzorovana. Z namenom vpisa v register EMAS je bil v ljubljanskem obratu leta 2013 certificiran sistem ravnanja z okoljem. Za prejeto nagrado se prav lepo zahvaljujemo Spiritu Slovenija, ki zares odlično opravlja svoje delo promocije slovenskega gospodarstva doma in v tujini, tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak kar je za nas najpomembneje, predvsem vsem našim zaposlenim, ker ko prejmeš tako nagrado, je to samo dokaz, da vsi skupaj delamo dobro. Ste eno najbolj prepoznavnih podjetij z področja živilske industrije, obenem tudi dejavnost, ki je še kako na udaru zaradi vpliva na okolje. Nekako vseeno zagotoviti še vedno visoko kvaliteto izdelkov za potrošnika in obenem biti prijaznejši do okolja. Ja, mi pravzaprav zase radi rečemo, da smo bili nekako trajnostno ravnani, še preden je to postal en tak buzzword in res tista najpomembnejša stvar v podjetjih. Tako smo recimo že leta 2009 imeli vpeljan interni sistem ravnanja z okoljem, ga še nadgradili v letu 2013. Zdaj pa kot člani velike mlekarske skupine Lactalis že za naprej snujemo določene cilje na 3 ključnih področjih, ki so za nekako mlekarstvo najbolj pomembna. To je ogljični odtis, seveda embalaža in pa odkup surovega mleka. Ampak smernice v Evropski uniji so jasne, tudi zakonodaja je vse strožja, kar se tiče izpustov CO2. Kako ste se vi prilagodili, predvsem s tehnologijo, samo proizvodnjo ali pa tudi proizvodi na vse zadnje?
Tako, to je vedno kombinacija večjih stvari. Treba je vedeti, da je panoga sama po sebi kompleksna. Mi pokrivamo celo področje od kmeta na kmetiji, ki ima mogoče 10 krav, vsako s svojim imenom, pa bom rekla izdelka, ki vendarle pripotuje na polico s tovornjakom, ki ima določen vpliv na okolje. Pomembno je torej, da čisto na vseh področjih v podjetju ves čas pri premislekih, pri investicijah upoštevaš tisto, kar bo sprejemljivo in nekako trajnostno tudi za prihodnost. Embalaža, še ena taka vroča tema, ne? Vsi vaši proizvodi so embalirani, po drugi strani vemo, ne, večina odpadkov, ne, v gospodinjstvu embalaža res predstavlja. Kako se sami tega zavedate, kako skušate tudi zmanjšati to težavo? Tako ja, embalaža je pač neizogibna pri taki stvari, kot je hrana. Njena primarna vloga je, da jo zaščiti. Zdaj, naša naloga je skrbeti za to, da uporabljamo tipe embalaže, ki so, rekla, po eni strani primerni za potrošnika, pa hkrati ne preveč obremenjujoči za okolje. Kaj to pomeni? Večina, recimo naše embalaže, je tako imenovana sestavljena papirnata embalaža, ki ima to lastnost, da če je pravilno ločeno zbrana, pravilno odložena in po možnosti še prepeljana v ustrezen obrat, jo je mogoče recimo v celoti reciklirati. Tudi sicer, ne, sedaj na splošno v svetu je kriza s cenami energentov, cene se višajo, tudi osnovne surovine. Kako to vpliva na vašo proizvodnjo? Ja, vsekakor situacija je, lahko bi rekli, verjetno najbolj dramatična, kar v zadnjih 10 letih. Cene se nevzdržno dražijo od tistega prvega, se pravi kmeta na kmetiji, do naših dobaviteljev embalaže. Kaj to pomeni? Ja, treba bo biti predvsem kar se da prilagodljiv, treba bo predvidevati vnaprej, če bomo hoteli ohraniti neko stopnjo inovativnosti in s tem biti tudi trajnostno naravnan. No, ampak vendarle veljate za primer dobre prakse. Lahko že omeniva kak nov zanimiv projekt trajnostnega tipa, morda celo krožno gospodarstvo? Mogoče projekti za prihodnost je fino, da ostanejo skrivnost. Zdaj dve zanimivi stvari. Pred kratkim recimo smo lansirali projekt Ego Multivitamin, gre za sirotko, se pravi izdelek. Sirotka sama po sebi je stranski produkt pri proizvodnji mlečnih izdelkov, se pravi je neke vrste odpadek. Mi smo iz tega odpadka naredili nov produkt, ki je super za uživanje, zdrav in še dobrega okusa. Druga zanimiva stvar je pa, zelo razvijamo projekt agrooskrbe. To pomeni, da prav specializiranimi znanji opremljamo naše sodelavce, ki bodo pomagali kmetom pri preusmeritvi v ekološko prirejo. Pa sirotka sploh za dobro odpornost, ne, tudi daje moč, fantastičen proizvod. Tudi sicer, kaj bi dejali za konec na pozitivno, lepo misel, tudi kako stati morda uspešen v teh časih? Pri nas pravimo, da je zelo pomembno predvidevanje, kar nam seveda pomaga članstvo v veliki skupini, se pravi, imamo znanje in informacije z vsega sveta. Drugo, zelo pomembno in verjetno na vrhu vseh pravil, ki se jih je treba držati, je pa imeti zadovoljne, zavzete in motivirane zaposlene. Tako da za njih je pa treba predvsem dobro skrbeti. Tako da uspešno naprej in še enkrat čestitke za to lepo nagrado. Hvala lepa.